Pozdravljeni v Retro Loverju, kjer odgovarjamo na razna vprašanja. Megašpon! Večina najstnikov ne želi govoriti o masturbaciji, čeprav mnogi najstniki to počnejo. Stop. Na kakšno vprašanje bo midva danes odgovarjala? O masturbaciji, samozadovoljevanju. Ajde. Bobi, počak, no. Pa saj to ni nič tazga. Frizer Miki, hvala, da si prišel v studio. Ni panike, imam cajt. Ok, poskuš številka 2. Pozdravljeni v Retro Loverju, kjer bova odgovarjala na vprašanja o masturbaciji. Ajde. Pa ne, no. Miki, pa kje bom zdaj še enega najdu? Soseda Špela, hvala, da si prišla v studio. Ja, hvala za povabilo. Bobi mi bo ful fovš, ko mu bom povedal, da si bila tle. Kdo? Bobi, višji od mene, Bundesliga frizura, slab občutek za logiko. Pojma nimam, kdo je to. Ok. No, mi v Retro Loverju odgovarjamo na razna vprašanja. In danes je tema masturbacija. Ok, yes, kaj te zanima? A se te ni nerodno o tem pogovarjati? To ni nič tazga. Mega žur! Kaj je masturbiranje? Temu se reče tudi samozadovoljevanje in pomeni doseganje spolnega užitka z draženjem ščegetavčka pri puncah. In penisa pri fantih. Kdaj lahko začne masturbirati? Pri samozadovoljevanju ni starostnih omejitev. Lahko začneš kadarkoli. Povprečna starost za fante je okrog 12 let, za punce pa okoli 13 let. A moram nujno masturbirati? Ne, ni obvezno. Nič ni narobe, če se odločiš za to, in nič ni narobe, če tega ne počneš. Tako je. Kolikokrat na dan lahko masturbiram? Lahko se samo zadovoljuješ, kolikokrat želiš. Dokler te to ne ovira pri vsakdanjem življenju. Če se ti zgodi, da raje visiš doma in se samo zadovoljuješ, namesto da bi se družil s prijatelji, Potem mal pretiravaš. Ej, soseda Špela, tole odgovarjanje na vprašanje ti gre pa res zelo dobro. Jo, meni gre vse zelo dobro. Ej, a bi ostala še na ta drugem delu? Ok. Ker Bobiju je čist preveč neroden. Komu? Bobi, Bundesliga frizura, roza hlače, ne zna, da je to žmigovcu? Pojma nimam. Kdo je to? Ok. Bobi, suh v pasu, beli štumfi. Misli, da če bo pustil vrata od hladilnika odprta, da bo cel svet zmrznil. Ne poznam. Ok, pejmo na vprašanje. A se tudi punce samo zadovoljujejo? To tudi mene zanima. Ja, valjda Silvester, no, tudi punce se samo zadovoljujejo. A je normalno, da če si fant, pa se samo zadovoljuješ, da ti ne priteče bela tekočina? Ja, čist normalno. Pojavlja se bo tekom odraščanja, nekje med 12 in 16 letom starosti. Zakaj me je po samozadovoljevanju, ko doživim orgazem, sram? Normalno je, da te je sram in ne rabiš se s tem obremenjevati. Pri moškem spolu je sram celo biološko pogojen. Njegov namen je, da se po izlivu sperme samec odmakne od samice, da omogoči drugim tekmecem ponovno parjenje. Ne skrb, pri ljudeh je mal drugač in z odraščanjem ta sram mine. A se lahko opazi, da sem masturbiral? Ne, nihče ne bo vedel, da to počneš, če mu ne poveš. Vsak dan masturbiram in gledam porniče. Je to normalno? No, na to vprašanje pa žal ni preprostega odgovora. Samozadovoljevanje je povsem naraven in normalen pojav. V bistvu je to ponavadi prvi način spoznavanja svojega telesa in zadovoljevanja spolnih potreb. Kje pa se stvar lahko zakomplicira, a? Pornofilmi ali pa videi ne prikazujejo realistične spolnosti in njene vloge v življenju, ker se večinoma ukvarjajo s fizičnim prikazovanjem seksa in ne s čustvi, ki igrajo pri spolnih odnosih ključno vlogo. In kaj se lahko zgodi, ko se združita pretirano samozadovoljevanje in pornografija? Zasvojenost. Zasvojenost pomeni, da človek ne more živeti brez nečesa. In lahko se zgodi, da zasvojenost od samozadovoljevanja in pornografije zelo ovira spolnost, ki jo imaš ali jo boš imel kasneje s partnerjem. Lahko se celo zgodi, da zaradi zasvojenosti nisi sposoben doseči orgazma s partnerjem, ampak samo ob samozadovoljevanju, ob pornografiji. Vse to se lahko zgodi. Ni pa nujno, da se. Ni pa nujno. Kje lahko masturbiram? Najboljša doba. V kopalnici, v svoji sobi, na posli, možnosti je veliko. Če nočeš imeti neprijetnih srečanj s preostalimi družinskimi člani, ti priporočam, da v prostoru, v katerega se lahko zaklenaš. Ampak imej zanesljivo ključavnico, tako ki zaklepa in odklepa, da ne bo treba klicati gasilcev. Ker tako so morali enkrat reševati Bobija. Koga? Bobija, no, Bobi. Bele superge, zapuščen nasmeh. Misli, da devištvo pomeni, da še nikoli nisi jedel mesa? Ne vem, Silvester, res ne vem, kdo bi to lahko bil. Bobi, no, tako 27 000-krat te je vprašal, če bi šla z njim na zmek. A ja, moj fant Bobi. Zakaj pa nisi tako rekel? Če imate še kakšno vprašanje, na katere vam soseda Špelo nisva odgovorila, obiščite portal To sem jaz. Gre za skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati kot govoriti. Na vprašanja vam odgovarjajo vaši sovrstniki in strokovnjaki. Najdete jih na tosemjaz.net.